Pozdravljeni! Danes bomo skupaj naredili krog v Monzi. Ta spomenik Formule 1, kateri je še zmeraj v uporabi, skriva marsikakšno legendo za svojimi ovinki in skupaj si jih bomo ogledali nekaj. Monza je nekaj posebnega za vse nas navdušence Formule 1. Je verjetno najstarejša proga, kjer se odvija sodobna Formula 1, namreč pred njo so zgradili samo tisto progo v Brooklynu in ono malce bolj znano v Indianapolisu. Videli smo tu ogromno kategorij, ogromno konfiguracij, videli smo fantastične dirke, videli smo velike tragedije, a nikoli nas ni pustila ravnodušna. Med navdušenci boste slišali, da je Monza imenovana tudi tempelj hitrosti. Kako bi lahko bili drugačnega mnenja, naprimer po tistem fantastičnem kvalifikacijskem krogu Kimija Räikkönena leta 2018. Zaenkrat rekorden in težko ga bo premagati, ukolikor ne bo kdo drugi s posebnim bolidom Formule 1 prišel sem v Monzo. In od tistih fantastičnih zmag bi rad samo spomnil na tisto Petra Gettina leta 1971, med tragedije pa bi rad spomnil samo izgubo von Tripsa, Rinta in Peterssona. A pojdimo raje na progo, da bomo videli, kakšne zgodbe se skrivajo za raznimi ovinki. Po dolgi štartno-ciljni ravnini pridemo do tiste prve šikane, imenovana Prima Variante. Nima nekega posebnega imena vezanega na kakega voznika oziroma kaj drugega. Prvič jo vidimo leta 1972, kot sem povedal, gre za šikano desno-levo. Namreč znižali so hoteli tisto hitrost pred prvim praktično ovinkom kurva Biasone, katera sledi tej šikani. A prav Prima Variante ima v zgodovini Formule 1 izjemno pomembno mesto. Namreč tu leta 1988 je Ayrton Senna srečal Jean-Louisa Schlesserja. In njihov trk je pomenil to, da McLaren MP4/4 ni zmagal vseh dirk v tisti sezoni. Poleg tega je odprl pot Bergerju in Alboretu, da sta dosegla dvojno zmago le nekaj dni po smrti Enza Ferrarija. Druga točka, kjer se moramo ustaviti, je kurva Biasono. Običajno boste jo našli pod drugim imenom, kurva Grande. Gre za izjemno dolg desen ovinek, kateri je znan vsakemu poznavalcu te proge. In tu je zopet ena zanimiva zgodba, ki se je pa zgodila leta 1995. Jean Alesi je vodil pred že omenjenim Bergerjem in prav tu mu je nesrečno odpadla kamera z njegovega Ferrarija, katera je zadela njegovega moštvenega kolega z njim in tako povzročila njegov odstop. Čez nekaj krogov je odstopil tudi Alesi in tako se je med prsti zmuznila praktično že zagotovljena dvojna zmaga za skuderijo Ferrari. A pojdimo raje malo naprej po progi do tiste znane variante della Roggia. Mnogi jo bojo klicali tudi Seconda Variante ali druga šikana. Ime te šikane je pa po potoku, kateri izvira oziroma teče malo ob tem delu proge. Na začetku je bil samo ovinek, ampak leta 1976 postane šikana. In po Roggi pridemo na tista dva znana ovinka Lesmo, prvi ter drugi. Čeprav v začetku, ko se je postavljala proga, se sploh nista imenovala tako. Namreč, najprej se je prvi ovink v Lesmu imenoval Curva della Quercia ali ovinek pri hrastih.
27. leta ga preimenujejo v Kurveta Lezmo in Kurveta bi bil ovinček, blagi ovinek. Nato sledi tisti drugi ovinek Lezmo, kateri je imel kar nekaj zanimivih imen. Curva dei 100 metri ali 100-metrski ovinek, ker je bil izjemno blag takrat, oziroma Curva del Bosco dei Cervi, ovinek pri gozdičku srnjakov. In tu je treba omeniti nekaj, ker gre za zaščiten park. Vidimo tu kar nekaj dreves, kateri mečejo senco na progo. In po prvi in drugem ovinku Lezmo pridemo na tisti del, kateri je navdušencem Formule 1 najbolj znan, variante Ascari. Namreč leta 1955 je tu na testiranju umrl Alberto Ciccio Ascari, svetovni prvak s Ferrarijem leta 1952 in 1953. Predtem se je ta del imenoval Curva del Vialone. Vialone, prevedeno v slovenščino, bi lahko pomenilo bulvar, namreč tukaj je bila dovozna pot na progo včasih. In takoj po smrti Ascarija so preimenovali ta del v ovinek Ascari. A variante, to se pravi šikana, postane komaj leta 1972. Ima 3 ovinke, levega, desnega in levega. A ne smemo pozabiti, da se je tu pred smrtjo Ascarija zgodila še ena velika tragedija v svetu motošporta. Namreč umrl je pred vojno Ugo Sivoči, tisti, ki si je izmislil 4-peresno deteljico na bolidih Alfa Romea. A o tem sem govoril v drugem prispevku. In na koncu pridemo do tistega ovinka, kateri je verjetno najbolj znan med vsemi navdušenci Formule 1. Parabolika. A na začetku sploh ni bil en ovinek in se ni klical parabolika. Namreč vidimo na raznih shemah, katere so bile narejene tam okrog leta 1922 in naprej, da je na tem območju pisalo enostavno Curvette. Namreč 2 ločena ovinka v desno izjemno kratka sta bila značilna za ten del proge. In šele kasneje ju združijo v en ovinek, to se pravi, da ima en lok, a še zmeraj se ne kliče parabolika. Namreč na starih zemljevidih vidimo, da se imenuje Curva del Porfido. Namreč tlakovana je bila s porfirjem in po tem kamnu je dobila ime. Šele leta 1955 dobi ime parabolika. A sedaj se boste mnogi izmed vas lahko spraševali, zakaj parabolika. Namreč v Monzi zgodovinsko obstaja še ena proga, katero vidimo na tistem zaščitnem znaku proge in na mnogih shemah. Ovalna proga v Monzi. 2 parabolična dvignjena ovinka, katera sta vidna še danes, sta bila združena z 2 ravnima odsekoma. Podobno kot tista proga v Indianapolisu je bila tudi ovalna proga v Monzi namenjena podobnim dirkam, kajti hoteli so nekako združiti oba sveta. In malce za tisto današnjo paraboliko se je nahajal en izmed tistih 2 paraboličnih ovinkov, katera sta sestavljala to progo. Tisti prvi je bil pa nekako tam okrog prima variante in je združil tista 2 dela proge. In seveda na veliki nagradi Italije leta 1955, 56, 60 in 61 so bolidi Formule 1 šli tudi delno po tej progi namenjeni ovalnim dirkam. Podobno kot smo videli na veliki nagradi Združenih držav, ko je bila proga v Indianapolisu. Treba je dodati še nekaj, da bomo zgodbo malce bolje zaključili. V Monzi so se odvile vse velike nagrade Italije v Formuli 1, razen ene, tiste leta 1980, ko je proga bila praktično neuporabna, kajti so jo obnavljali.
toliko o zanimivostih in zgodbah, kateri se nahajajo za ovinki proge v Monzi. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.